Dotrajano promenado bodo obnovili v skladu s prvotno zasnovo iz leta 1871. Zunanji videz promenade bo ostal enak, saj gre za avtorsko zaščiten projekt še živečega avtorja Toma Pirkmajerja. S projektom želijo zagotoviti večjo varnost pešcev, poenostaviti vzdrževanje ter izboljšati dostopnost in mobilnost invalidov. Popravile se bodo vse te spustne klančine, dodale po potrebi ob vstopu na promenado tudi taktilne oznake. Kakšnih drugih posebnih prilagoditev pa se tudi ravno iz naslova avtorskih pravic ne bomo posluževali. Usklajevanja so potekale tudi z slepimi in slabovidnimi, ker se bodo pa na klopeh tudi določene tablice z Brailleovo pisavo izpisale, to se pravi na klopeh ob promenadi. Projekt obnove promenade bo potekal od Maistrove ulice do gostilne pri Treh ribnikih. Dotrajane utrjene površine bodo obnovili tako, da bo zagotovljena trajna varnost in uporabnost glede na sodobne potrebe. Vzpostaviti nameravajo tudi sistem zagotavljanja električne energije, vode ter ostalih inštalacij za potrebe prireditev v parku. Kar zadeva komunalno infrastrukturo, se bo dodatno vgradila odjemna mesta za elektriko in vodovod, ki so bila speljana po drevesih in tudi po tleh, skratka neprimerno za tudi zagotavljanje neke varne prehodnosti javne površine, tako da to je tisti največja sprememba infrastrukture. Položila se bo tudi kanalizacija za možnost postavitve Wi-Fi-ja na območju promenade, glede na to, da se bo opravljala zemeljska dela in je pač smiselno, da se tudi to vključi. Novost je delitev mestnega parka na cone. Pripravljajo načrt upravljanja mestnega parka, ki bo razdeljen na cone in bo obsegal 7 sklopov. Rastline, vodne površine, utrjene površine, urbana oprema, meteorne kanalizacije, objekti in razsvetljava. Namen vzpostavitve con je urediti sinergijo v parku, zato bi v vsaki coni veljal določen režim. Obnovitvena dela se bodo zaključila naslednje leto. Skupna vrednost projekta pa je 900 000 evrov. Osrednji mestni park je najpomembnejša parkovna površina v Mariboru, zato bodo z obnovo osrednje promenade osrečili številne prebivalce, ki se tam družijo, rekreirajo ali v njem preprosto uživajo.